Torej, pustila sem naslov moje prve drsnice kar Pijak, zato da pač umestim to, kar bom povedala v nadaljevanju. Namreč Pijak je angleški akronim, tako kot pri drugih dveh raziskavah. V primeru Pijak je to Program for the International Assessment of Adult Competences, ki tudi poteka pod okriljem OECD. Slovenski naslov raziskave Pijak je raziskava spretnosti odraslih Pijak 2016. 16 pa zato, ker so bili tega leta objavljeni rezultati. Raziskava na terenu pa je potekala pravzaprav 2 leti prej, in sicer 2014. Torej, na začetku bom vseeno spregovorila nekaj o metodologiji, tako o Pijaku kot nekaterih drugih vidikih in preučevanju družinske pismenosti. V nadaljevanju seveda se bom posvetila temu, kar je bilo že napovedano, se pravi predstavila nekatere izsledke študije, tematske študije o starših iz nespodbudnega okolja in seveda, če bo čas, podala tudi nekaj predlogov, ki izhajajo prav iz te študije. Torej, dovolite mi, da mogoče najprej, da mislim, da sem prvič, vsaj jaz osebno, na dogodku, na nekem strokovnem dogodku, kjer se predstavljajo rezultati 3 velikih raziskav, tako v zaporedju. Se pravi raziskav spretnosti otrok, mladih in odraslih. Tako da tukaj najprej čestitke Knjižnici Maribor, da ste se lotili letošnjega posveta bralne pismenosti na tak način, pa tudi zato, da ste pravzaprav v fokus dali družinsko pismenost, ki je na nek način topla greda pismenosti. Tako bi rekla, da zelo na splošno se nobena od teh raziskav ni neposredno ukvarjala z družinsko pismenostjo. Kljub temu pa, kot smo videli pri prejšnjih 2 prispevkih, vsaka od njih, torej lahko govorim tudi o Pijak, lahko razgrne vidike družinskega okolja in pogoje, v katerih se v bistvu razvija pismenost v družini. Se pravi, v primeru raziskave PIRLS, ki ugotavlja bralno pismenost 10-letnikov, pa tudi v primeru raziskave PISA, ki ugotavlja bralne in druge matematične in naravoslovne pismenosti 15-letnikov, gre, kot rečeno, za ciklične raziskave, ki se ponavljajo vsakih nekaj let, in to je dobro. Gre za generacijske raziskave, kjer pravzaprav lahko spremljamo različne vidike pravzaprav učinkov sprememb v izobraževalnem sistemu, hkrati pa tudi nekatere druge vidike, kot smo videli, iz družinskega ozadja. Dobro je to, da se te raziskave izvajajo ciklično in so te spremembe vidne skozi čas. V primeru raziskave Pijak ni tako. Torej, raziskava spretnosti odraslih, raziskave ne potekajo ciklično. Kot ste slišali, je bila prva podobna raziskava, ki je samo v enem majhnem koščku primerljiva z zadnjo, se pravi s Pijak, bila izvedena leta 1998. Podatki so bili objavljeni 2000 in vse do leta 2014, ko smo bili znova na terenu z novo raziskavo pod imenom Pijak, se v bistvu na tem področju ni raziskovalo na nacionalni ravni na velikih vzorcih spretnosti odraslih. Moram reči, da se Slovenija ni odločila in se ni vključila v drugi cikel raziskave Pijak, ki trenutno poteka v kar precejšnjem velikem številu držav. Upam, da bo možnost, da vseeno se vključimo v kakšnega od kasnejših krogov, ki bojo pač, upam, na voljo v naslednjih letih. Torej, v primeru raziskave Pijak ne gre za generacijsko raziskavo. V raziskavo so vključeni odrasli od 16 do 65 let. Seveda reprezentativni vzorec je bil vključen in sicer gre seveda za zelo pester zajem, pestro populacijo, zelo različnih starosti in tako naprej. In lahko rečemo, da
je na nekateri, se pravi, ki so bili vključeni v raziskavo PIAC, se pravi med 16 in 24 letom, se tudi še šolajo, a ne, ampak večinoma gre ljudi, ki so zaključili začetno formalno izobraževanje. V nekaterih primerih je od tega izobraževanja minilo mnogo let, nekateri se niso nikoli več udeležili nobenega formalnega in neformalnega izobraževanja, ampak kljub temu lahko rečemo, da v bistvu na njihove spretnosti lahko vplivajo pravzaprav različni dejavniki, a ne. Poleg seveda kakovosti in dolžine začetnega izobraževanja tudi marsikaj drugega, se pravi delovno okolje, mogoče tudi družinsko okolje, neka lastna motivacija in še marsikaj. Torej, želim povedati še to, da pravzaprav v vseh teh raziskavah, pravzaprav, če bi želeli res celovito zajeti neke medgeneracijske vidike pismenosti, vsakemu nekaj manjka. Se pravi, pri Pearsu vemo premalo, kakšne so spretnosti staršev, a ne, enako pri PISA, prav tako pa pri PIAC-u, a ne vemo točno, kakšne so spretnosti otrok, ker jih nismo merili, a ne, samo posredno lahko spremljamo. Kar bi še rekla tukaj je to, da glede na to, da so bili v eni raziskavi zajeti 10-letniki, v drugi 15-letniki, da nekako lahko spremljamo pravzaprav nek razvoj nekih bralnih veščin skozi izobraževalno pot oziroma skozi osnovno šolo. Medtem ko ti prenosi, a ne, znanj, a ne, na populacijo odraslih pa v bistvu niso tako zelo enoznačni. Torej, kot ste najbrž seznanjeni, so rezultati populacijski, a ne, ki so jih odrasli dosegli v raziskavi PIAC v bistvu pod mednarodnim povprečjem, in to veliko pod mednarodnim povprečjem, v bistvu so kar zaskrbljujoči. Ampak o tem ne bom govorila, o tem je bilo veliko že napisanega. Vsekakor je pravzaprav že tukaj vreden en razmislek, a ne, zakaj pravzaprav, in seveda en del populacije odraslih dosega najnižje ravni pismenosti oziroma spretnosti. Se pravi, okrog tretjina odraslih je ocenjeno, da dosega res zelo šibke oziroma ima zelo šibke ravni besedilnih in matematičnih spretnosti, skoraj nekaj več kot 30%. Se pravi, vprašanje je, kaj se pravzaprav zgodi, a ne, z odraslimi, ki dokončajo recimo začetno osnovno izobraževanje, ki bi moral dati temelj neke pismenosti. Zakaj se tekom življenja delovnega pravzaprav te spretnosti na nek način izgubljajo in so slabše, kot so bile takrat, ko so ti ljudje zapustili šolski sistem. Tako da s temi vprašanji se v bistvu ukvarjamo vse, odkar pravzaprav smo pridobili podatke PIAC. PIAC, bom rekla, ne zbira neposredno podatkov o bralni pismenosti, ampak o besedilni pismenosti, katere del je tudi bralna. In besedilne spretnosti, ker se bom z njimi bolj ukvarjala v nadaljevanju, so v bistvu opredeljene kot zmožnost razumeti in uporabiti informacije iz različnih virov, bodisi tiskane, bodisi iz zaslonov. Tako da in bralna, znotraj tega je vključena tudi bralna komponenta, se pravi, odrasli, ki so pokazali tako zelo šibke besedilne spretnosti, so imeli možnost reševati naloge v bralni komponenti in v bistvu gre za zelo šibk, se pravi, za prepoznavanje besed, stavkov in zelo preprostih besed. Zelo majhen pravzaprav odstotek odraslih je reševal bralne komponente in jih običajno, mislim, jih zdaj tudi nisem vključila v ta pregled. Torej, mogoče še nekaj o samem PIAC-u. Torej, kot rečeno, PIAC je prav tako testiral odrasle, se pravi od 16 do 65 let, se pravi v vseh državah, ki so sodelovali, je bilo testiranih preko 200.000 odraslih in predstavljajo 1 milijardo svetovnega prebivalstva. Vključene pa, kot rečeno, so bile besedilne, matematične in digitalne spretnosti. Ker gre za raziskavo OECD, je pravzaprav je enako pomembno kot testiranje tudi zbiranje teh ozadenskih podatkov, ki nam v bistvu povedo,
to, kako dobro pravzaprav, so te spretnosti, testirane spretnosti vrednotene na trgu dela. Se pravi, katere, spretnosti pravzaprav potrebujejo odrasli za današnji trg dela. Tako da se poleg tega zbirajo še res zelo, zelo bogati podatki o izobrazbi, zaposlitvi, dohodku, vključenosti v izobraževanje, zakonskem stanu, izobrazbi in zaposlitvi partnerja, število knjig, število otrok in še marsikaj, njihova starost in tako naprej. Torej, zbirajo se tudi podatki, ki segajo malo nazaj, se pravi o izobrazbi staršev anketirancev, a ne, o migrantskem statusu, o jezikih govorjenih v otroštvu in podatki tudi, ki mogoče napovedujejo pravzaprav neko bralno, in neko vedenje, a ne, odraslega s temi spretnostmi, se pravi bralne navade, raba spretnosti pri delu in izven, odnos do učenja novih stvari in tako naprej. Tako da nekako vsi ti podatki nekako nam omogočajo, da lahko kaj rečemo o medgeneracijskem prenosu pismenosti. Aha, se opravičujem, napačen gumb. Torej, v študijah, ki so bile objavljene na podlagi podatkov PIAAC, so se različni avtorji pravzaprav že ukvarjali z vidiki družinskega ozadja in vplivi družinskega ozadja, na pismenost odraslih. Tako je recimo Mirčeva preučevala, kako, slovenski model udeležbe v izobraževanju odraslih in ugotovila, da se, odrasli iz družin z več otroki redkeje udeležujejo izobraževanja odraslih, a ne. Zdaj, bi bilo treba, bom rekla, posebej se posvetiti temu, a ne, zdaj katere okoliščine pravzaprav, ali so velike družine nasploh, razlog, a ne, da starši se ne udeležujejo izobraževanja, a je tukaj zraven še mogoče njihova izobrazba, mogoče tudi materialno stanje ali kaj drugega. V študiji, OECD, ki se je ukvarjala s partnerskimi in družinskimi vzorci, so ugotovili, da, posebej ženske, a ne, so zaradi partnerske zveze in otrok, se ženske manj, udeležujejo izobraževanja in imajo tudi nižje spretnosti. To imenujejo tudi nekaka materinska kazen, a ne, s katero se pa moški, ne, srečujejo, ampak za moške velja obratno. Javorhova, ki je preučevala spretnosti v slovenskih regijah, je ugotovila, da imajo odrasli na splošno, a ne, z manj obsežnimi domačimi knjižnicami in, če živijo v številčnejših družinah, nižje besedilne spretnosti. Ferbežer, je posebej, se posvetila besedilnim spretnostim tujim govorcem slovenščine in v bistvu potrdila izsledke PIAAC, a ne, da priseljenci, ki so slabo pismeni v svojih jezikih, prvih jezikih, dosegajo praviloma nižje ravni besedilnih spretnosti. Do podobnih rezultatov so prišli tudi seveda pri, poučevanju in preverjanju slovenščine kot drugega in tujega jezika. Zaviršek, je preučevala vpliv revščine, prekarnosti in zdravja v povezavi s spretnostmi odraslih in pravi, da se tudi v PIAAC potrjuje to, kar ugotavljajo v svojih študijah, namreč da se med generacijami prenašajo vzorci, vrednot in vedenja, ki zelo ključno lahko vplivajo, na tak ali drugačen potek, pismenosti, razvoja pismenosti v družini. Torej, ker je pravzaprav PIAAC nudi bogato, bazo podatkov, o različnih ozadjih anketirancev, smo se odločili in pred dobrimi 2 leti v bistvu izpeljali študijo o, starših iz nespodbudnega okolja. Pri tem, nas je posebej zanimalo, in smo tudi nekako, postavili si hipotezo, da so, starši pri skrbi za družinsko pismenost
pismenost ovirani zaradi dveh ključnih dejavnikov. Na eni strani zaradi neugodnega socialnega okolja in na drugi strani tudi zaradi nizkih besedilnih spretnosti, kar velikokrat izpustimo, ker v bistvu nimamo vpogleda, pravzaprav kakšne posledice pravzaprav ima za življenje odraslih in v tem primeru staršev dejstvo, da imajo zelo, zelo nizke besedilne spretnosti. V primeru neugodnega socialnega okolja smo gledali ozadjenske značilnosti staršev, se pravi od izobrazbe njihovih staršev, dohodka, zaposlitvenega statusa in tako naprej, kot tudi migrantskega ozadja. Gledali smo tudi izobraževalno in drugo aktivnost, prav tako tudi pa neposredno družinsko okolje. Pri spretnostih, pri rezultatih spretnosti smo nekako razdelili oziroma uporabili dve kontrastivni skupini. Na eni strani tiste starše, ki dosegajo zelo nizko raven spretnosti, in na drugi strani tiste, ki dosegajo višje ravni spretnosti. Torej, tudi v PIAK se naloge oziroma potem tudi dosežki razvrščajo v 5 težavnostnih stopenj. Od prve ravni, ki je, bom rekla, najpreprostejša, do 5. ravni, ki je najvišja in najzahtevnejša. In se pravi, odrasli, ki dosegajo prvo raven ali celo manj besedilnih spretnosti, se pravi, njihove bralne in besedilne spretnosti so zelo šibke. Torej, zmožni so razumeti zelo preprosta, kratka besedila, ki nimajo nobenih značilnosti digitalnih besedil, obvladajo zgolj osnovno besedišče in sicer še to, če je v besedilu malo ali nič motečih informacij. In v raziskavi so lahko reševali le tiste besedilne naloge, kjer je bila zahtevana informacija iz vprašanja enaka tisti v nalogi. Pri visokih dosežkih, tukaj smo uvrstili tiste odrasle, se pravi starše, ki so dosegali najmanj 3., 4. ali 5. raven spretnosti. To pa zato, ker velja neko pravilo, da če pravzaprav odrasli dosegajo vsaj 3. raven spretnosti, pravzaprav so to že dovolj dobro razvite spretnosti, da lahko se odrasli samostojno vključujejo in prebirajo različna besedila, uporabljajo besedila in jih razumejo iz različnih virov in lahko tudi samostojno bolj ali manj se učijo in razvijajo, pridobivajo višje ravni spretnosti. Se pravi, v tem primeru so besedila, ki so jih obvladali odrasli na teh ravneh, zgoščena in daljša. Se pravi, odrasli so zmožni povezati in interpretirati in sintetizirati informacije iz teh besedil in so tudi zmožni povezovati več zgoščenih besedil med seboj, poiskati nasprotujoče se informacije in pri interpretaciji uporabiti tudi svoje strokovno znanje. Na drugi ravni so še vedno tisti odrasli z dosežki, na drugi ravni so odrasli z zelo šibkim, še vedno zelo šibkimi besedilnimi spretnostmi in smo jih tukaj nismo dali zelo velike pozornosti, ker smo se osredotočili na ti dve skupini. Če bi želeli morebiti videti, kakšne naloge so bile uporabljene v raziskavi PIAK, je to možno. Torej, na koncu moje prezentacije imate povezavo na spletno stran, spletni vprašalnik spretnosti odraslih, kjer si bodisi lahko ogledate demo verzijo na spletni strani OECD v slovenščini s temi nalogami, ali pa če pridobite, pravzaprav, če želite, lahko tudi v bistvu rešite in pridobite pravzaprav informacije o tem, kakšna je vaša individualna raven spretnosti. Torej, ta vprašalnik, ki je narejen po metodologiji PIAK, je v bistvu še vedno na voljo vsaj do konca prihodnjega leta, konca 2024. Torej, starši, ki smo jih zajeli, bilo je skoraj 1400 staršev, od skupaj več kot 5000 anketiranih v raziskavi PIAK, in sicer smo vzeli v študijo tiste starše, ki so imeli vsaj enega otroka starega do 18 let. Torej, da smo vzeli v bistvu to starostno mejo do 18 let, se je na nek način zdaj potrdilo, ko sem poslušala rezultate iz PIRLS-a in PISA, ko pravzaprav tudi še ugotavljate, kakšna je starševska
podpora pri branju, pri spodbujanju branja, tako pri, bom rekla, mlajših, kot tudi, pri 15-letnikih. Se pravi, tudi do 18. leta je običajno, so mladi, običajno še doma, starši tudi spremljajo njihovo šolanje, hodijo na roditeljske sestanke, skratka, imajo še nekakšno pomembno vlogo pri, razvoju njihove pismenosti in bralne pismenosti, po 18. letu pa je vprašanje, če še. Tako da, zdaj tukaj so nekateri podatki o teh starših, torej, približno tretjina je imela vsaj enega otroka do 5 let, 45% vsaj enega otroka v osnovni šoli in 20, vsaj enega otroka, med 15. in 18. letom. Glede na to, da smo vzeli tako širšo, a ne, širše kategorije, je bilo kar polovica staršev starih med 35, in 44 let, 35% pa 34 let in manj. Torej večina, staršev je, bilo rojenih v Sloveniji in so v mladosti, otroštvu govorili slovenščino, 11% pa je bilo priseljenih, oziroma so govorili v otroštvu tuj jezik. Mogoče se še v izobraževanju, kar velik del teh, staršev se izobražuje, bodisi večinoma v neformalnem izobraževanju, nekateri pa tudi še v formalnem, mogoče tudi še v nekaterem začetnih obdobjih šolanja, mislim fakultete. 43% pa ni bilo vključenih v nobeno vrsto izobraževanja, niti, formalnega niti neformalnega. Tudi podatki o številu knjig so tule, ampak to bi mogoče več v nadaljevanju. Zdaj nekaj besed mogoče, zakaj smo se odločali za to študijo, kaj nas je vodilo. Predvsem smo, vidimo družinsko pismenost kot, tisto, ki je ugnezdena v družinsko učenje, ne poteka v nekem vakuumu, ampak poteka ob nekih vsakodnevnih dejavnostih družine. Prav tako, bom rekla, so družine vključene v življenje v lokalnih skupnostih, v svojih življenjskih okoljih, in, bom rekla, ne smemo pozabiti na to, kako lahko to vpliva na to, na razvoj, pismenosti v družini in vsekakor razumemo tudi, družinsko pismenost in družinsko učenje kot tisto stopnico, ki vodi lahko v vseživljenjsko, učenje, life wide in lifelong. Zdaj, seveda, bi se lahko vprašali, kako je pa zdaj pismenost, staršev oziroma spretnosti staršev, pomembne, a ne, pri razvoju, pismenosti v družini, ne le zgolj njihova izobrazba. Torej različni viri, so nam pokazali, kot tudi naši podatki, da pravzaprav da je to zelo bistvenega in ključnega pomena. Celo nekateri avtorji pravijo, da ima pismenost staršev, večjo razlagalno moč pri upoštevanju razlik pri branju otrok kot pa sama, izobrazba. Da je skupno branje pred začetkom formalnega šolanja močno povezano s kasnejšo, bralno motivacijo, da je branje za užitek statistično povezano z besediščem, in z nadaljnjim razvojem, bralne pismenosti. In tudi več študij, je tudi že pokazalo, da otroci, ki izhajajo iz nespodbudnega okolja, predvsem so gledali seveda podatke, ki so jih imeli, in to je bila izobrazba staršev, že pri 3 letih pri testih besedišča zaostajajo, bistveno za svojimi vrstniki. Torej okoljski dejavniki, so prej družina kot okolje, spodbudno okolje, smo iskali pravzaprav po različnih virih. Se pravi, nekateri avtorji pravijo, da so za razvoj akademskih spretnosti, pomembnih za, otrokov uspeh v šoli, da so okoljski dejavniki celo bolj pomembni od, genetskih. In seveda, da je spodbudno okolje, ki obsega višji ses in pogostejšo, izpostavljenost spodbudam, pomembno pozitivno povezano z, razvojem, tako, bom rekla, jezikovnih kompetenc in vpliva tudi na nadaljnjo uspešnost in tudi pripravljenost za učenje in na šolsko uspešnost.
Zdaj, obstoj družinskih podpor bi lahko še z enega zornega kota pogledali, in sicer Uletova, ki se je ukvarjala z študijami mladine, pravi, da pravzaprav je eden najpomembnejših danes, dejavnikov socialne diferenciacije mladih obstoj družinskih podpor. Se pravi, tisti starši, ki zmorejo, ki znajo in podpirajo svoje otroke, krepijo dobro počutje in samozavest otrok, in prav tako učinkoviteje sodelujejo s šolo in pomagajo pri reševanju učnih problemov otrok, se pravi ves čas začetnega izobraževanja. Po drugi strani pa so otroci tistih staršev, ki ne znajo ali ne zmorejo ustvariti podporne družinske klime, na nek način kaznovani, počutijo se starši celo krive za vzgojne manke svojih otrok, Njim je prepuščeno, njihovi individualni odgovornosti to, da so rekla, neuspešni pri tej podpori, In kot pravi Uletova, so ti otroci običajno poraženci izobraževalnega poteka in mogoče del odgovora na tisto moje vprašanje, kaj se zgodi v začetnem izobraževanju, da so potem v odrasli dobi ti odrasli pravzaprav slabše opremljeni z temi temeljnimi zmožnostmi oziroma spretnostmi, branjem, pisanjem, matematičnimi spretnostmi in tako naprej. Zdaj, tukaj seveda lahko odpremo vprašanje o pravičnosti izobraževalnega sistema, ki pravzaprav dovoljuje na nek način, da se to dogaja, tako za otroke in za mlade, ampak tudi pravičnost za odrasle, Ali imamo v resnici v Sloveniji dovolj podpore za spodbujanje družinske pismenosti, za starše, za strokovne delavce, za ustanove in tako naprej. Torej, tudi to je bilo za nas dragoceno, da številni avtorji tudi pravijo, kakšni so učinki teh podpor lahko, Se pravi, otroci, ki so se naučili brati in pisati pred vstopom v šolo, so imeli vsi veliko stikov s pisano in tiskano besedo. Pogosto so slišali kompleksnejšo rabo jezika, tako pisno kot govorjeno, Zgodaj so se naučili, da obstaja povezavi med pisanimi in izgovorjenimi besedami oziroma glasovi. Veliko pogosteje so videli starejše, starše, druge družinske člane pri branju različne literature. Vsem tem otrokom so brali veliko knjig. Starši so se izposojali in kupovali knjige, skupaj so brali in si tudi ustvarjali bogatejše družinske knjižnice. Se pravi, da so in tudi branje in pisanje so v teh družinah ovrednoteni kot pomembni dejavnosti. Se pravi, zdaj se seveda sprašujemo, kaj pa družine, v katerih starši ne zmorejo zagotavljati take podpore in ne zmorejo dati take poslanice otrokom in dediščine pred vstopom v šolo. Torej, v nadaljevanju bom prikazala nekaj podatkov, se pravi, podatkov o starših, ki smo jih zajeli v našo študijo, o njihovih predvsem različnih vidikih, pravzaprav vključevanja v izobraževanje, podpore, branja knjig in tako naprej, ampak ves čas skozi luč pravzaprav njihovih dosežkov v besedilnih spretnostih. Če se spomnite, besedilne spretnosti oziroma dosežki na prvi ravni so res zelo šibki in ne zadostujejo za današnji čas. Na najvišjih ravneh, na 5., 4., 5., tudi na 3., 4., 5., pa pravzaprav so to že, lahko rečemo, dobre besedilne spretnosti. Zdaj, mogoče najprej to, da smo lahko za te starše, za to skupino staršev lahko opazovali, v kakšnih družinah, primarnih družinah so rasli. In sicer prvi slajd prikazuje prav to. Se pravi, kakšna je bila izobrazba njihovih staršev. Se pravi, podatke smo nekoliko poenostavili, se pravi, v prvi skupini so tisti starši, katerih nobeden od staršev nima niti srednje šole.
V drugi skupini so starši, pri katerih je vsaj en starš dosegel srednješolsko izobrazbo, pri tem mislimo že 4-letno srednjo šolo. In v tretji skupini so tisti starši, katerih vsaj en starš je dosegel tercialno višješolsko, katerokoli višješolsko izobrazbo, ne. In zdaj seveda vidimo, pravzaprav kar tukaj se pokažejo razlike. S puščicami sem označila pravzaprav starše iz prve skupine, a ne, se pravi, kjer so bili manj izobraženi, ki imajo manj izobražene starše, in vidimo, da kar krepka tretjina dosega najbolj šibke ravni besedilnih spretnosti, višje spretnosti pa tudi pravzaprav zelo malo, a ne. Nekako boljše besedilne spretnosti oziroma manj teh staršev dosega najnižje ravni spretnosti, če ima vsaj en starš srednješolsko izobrazbo. Vsaj en starš, a ne. In nekoliko večji odstotek dosega tudi višje ravni. In seveda, če ima vsaj en starš tercialno izobrazbo, se tisti, a ne, ki dosegajo tako zelo šibke ravni, zmanjšajo na 6%, poviša se pa odstotek tistih, ki dosegajo tretjo ali pa četrto in peto raven. Če zdaj pogledamo tako, bom rekla, kakšne ravni so dosegli slovenski starši, in namenoma prikazujem v tej mogoče malo kompleksnejši sliki dosežke odraslih v Sloveniji, zato da majčkeno le vidimo, ne, kje se gibajo starši iz te skupine, kje pa odrasli v Sloveniji. In seveda ni bilo mogoče vključiti zelo veliko držav, namenoma sem vključila Finsko, ker se v bistvu te razlike zelo lepo pokažejo. Torej, če pogledamo, se pravi, to so slovenski starši, označeni s puščico, a ne, ti temnomodri so finski starši, a ne. Se pravi, v Sloveniji skoraj 20% staršev, ne, iz cele skupine dosega prvo raven ali manj, se pravi, zelo šibke besedilne spretnosti imajo, na Finskem dosega te ravni komaj 6,3% staršev. In če skočimo na najvišje ravni, a ne, vidimo, da najvišje ravni dosega iz cele skupine slovenskih staršev komaj 7%, a ne, teh staršev, na Finskem pa praktično 30%. Zdaj, kaj to pomeni, ne, če se vrnemo nazaj, teh 20% staršev slovenskih, ki dosegajo prvo raven ali manj, če to prevedemo zdaj v populacijske podatke, glede na to, da smo delali s populacijskimi podatki, je to skoraj 80.000 staršev. Meni se zdi to zelo visoka številka. Tako, iz te slike pa lahko tudi rečemo to, a ne, da imajo šolajoči otroci na Finskem vsaj dve konkurenčni prednosti pred slovenskimi šolajočimi otroci. Se pravi, njihovi starši imajo višje spretnosti, a ne, lažje podpirajo njih pri njihovem delu, če izpustimo izobrazbo, a ne. Obenem pa tudi finski izobraževalni sistem otroke bistveno bolje opremi z besedilnimi spretnostmi, kar se pa tudi kaže na njihovih populacijskih podatkih. Se pravi, na prehodu v odraslost se te spretnosti nekako ne brišajo, ostanejo, se pravi, odrasli jih v odrasli dobi še naprej razvijajo, v Sloveniji pa, kot kaže, v manjši meri. Torej, ta graf sem raztegnila kar na celo stran in sicer prikazuje zdaj seveda besedilne spretnosti skupine staršev, teh 1300 staršev, glede na končano šolo, a ne. Torej, ne glede na to, kako obračamo podatke, PIAAC se vedno pokaže, da v bistvu je končana šola največji pokazatelj spretnosti, matematičnih, besedilnih, digitalnih in drugih. Tako da tudi tukaj je nekako tako, sem pa namenoma vključila pravzaprav ves naš izobraževalni sistem, vse stopnje, zato da nekako vidite, a ne, kako se pravzaprav lažje vidite, kako se razvrščajo starši. Se pravi, v tej skupini je še vedno 9% staršev, ne, teh 1300, 9%, ki nimajo končane osnovne šole, in vidimo, da v večini seveda pričakovano dosegajo prve ravni besedilnih spretnosti.
Nekoliko manj jih je na prvi ravni oziroma imajo zelo nizko raven med tistimi starši, ki imajo vsaj osnovno šolo. Ni pa zelo bistveno boljše, se pravi, čeprav se stanje izboljšuje in pada odstotek tistih, ki dosegajo najvišje ravni in narašča odstotek tistih, ki dosegajo višje ravni, pri tistih starših, ki imajo nižjo poklicno in ki imajo srednjo poklicno izobrazbo. Slika se šele obrne, ko pridemo do staršev, ki imajo končano srednjo 4-letno strokovno ali splošno srednjo šolo. Tukaj se pa zelo zmanjša delež tistih, ki imajo najnižje ravni besedilnih spretnosti in se zelo povečuje delež tistih, ki imajo najvišje spretnosti, se pravi do visoke strokovne izobrazbe, univerzitetne izobrazbe, magisterija in doktorata. Se pravi, srednja šola, ampak 4-letna srednja je nekako prelomnica in ko zdaj v bistvu razmišljamo o podatkih, ki ste jih predstavili, v PISA, ko gledate pravzaprav rezultate srednjih poklicnih, pa srednjih strokovnih in splošnih šol, vidimo tukaj vendarle neke razlike tako v bralnih dosežkih, v bralni motivaciji, kot v podporah, pravzaprav, ki jo ti otroci dobijo. Se pravi, nekaj se zgodi tam, pa zdaj mogoče ne vemo še dobro povedati, kaj. Zdaj, vključila sem tudi migrantski status, ker se je pokazalo, da tudi pri teh skupinah staršev, ki imajo migrantsko ozadje, se pozna, da prihajajo iz drugih jezikovnih okolij, da mogoče so tudi je izobrazba nižja, mogoče tudi njihova pismenost v prvih jezikih slabša. Tako da tudi rezultati nam to pokažejo. Se pravi, če so starši bodisi rojeni v Sloveniji, zdaj govorimo o celi skupini staršev slovenskih, bodisi da je slovenščina materni jezik, da jih še vedno pravzaprav 16% se uvršča na prvo raven ali manj. In nekako bolje se razporedijo pravzaprav na drugo ali tretjo raven. Dosežki pravzaprav niso idealni, ker tudi dosežki populacije odraslih niso idealni, kot rečeno, so zelo pod mednarodnim povprečjem, ampak vendarle, če zdaj tako, kar mogoče nisem poudarila, če gledamo tako dosežke staršev, ki so vendarle mlajša populacija, so nekoliko boljši, kot so rezultati celotne populacije, Ampak, če pa pridemo na priseljence, tiste, ki so bili rojeni v tujini in so govorili tuj jezik v otroštvu, potem jih pa skoraj polovica dosega najnižje ravni besedilnih spretnosti, veliko tudi drugo raven, zelo se pa njihov delež zmanjša, ko pridemo na višje ravni. Zdaj, zanimivo je to, pa naslednja slika, ki govori o tem, kako so pravzaprav starši pripravljeni se učiti novih stvari. Torej, to so starši majhnih otrok, od nič do vrtca, pa osnovnošolskih otrok, pa srednješolskih otrok. Se pravi, preseneča podatek pravzaprav, da se en del njih sploh ni pripravljen učiti novih stvari. Kaj to pomeni pravzaprav za njihovo lastno učenje in za spodbujanje družinske pismenosti. Tako da tisti, ki se niso pripravljeni učiti novih stvari, pravzaprav 66, skoraj 70% med njimi dosega zelo nizke ravni spretnosti. In na drugi strani se ta slika polepšuje, se pravi, pri tistih starših, ki seveda so vešči učenja, so zvedavi, se radi učijo in ni strah novih stvari in seveda so tudi njihove spretnosti temu primerne na višjih ravneh. Se pravi, vključenost v izobraževanje, to je za izobraževalce odraslih pravzaprav zelo pomemben podatek. Torej, uspešnost pravzaprav izobraževalnega sistema odraslih se meri po tem, koliko so odrasli vključeni v izobraževanje odraslih in zelo pozorno spremljamo te podatke. Tako da mogoče veste ali pa tudi ne, da vse ti podatki spremljajo iz ankete o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu, ki se sicer vsako leto dela na Statističnem uradu, in da
te raziskave kažejo, da je Slovenija tako nek fenomen, a ne, med državami, da se je pravzaprav v obdobju po korone ta udeležba v izobraževanju odraslih zelo dvignila, ampak da še vedno ostaja med evropskimi državami in Sloveniji eden največjih razkorakov v vključenost v izobraževanje med tistimi, ki so bolje izobraženi in med tistimi, ki so malo izobraženi. Ta razkorak nam ni uspelo pravzaprav zmanjšati in na nek način se kaže tudi tukaj. Se pravi, da starši, ki se niso udeležili niti formalnega, niti neformalnega izobraževanja, se pravi 30% jih dosega najnižje ravni besedilnih spretnosti. Seveda, če pa pogledamo tiste, ki so bili izobraževalno aktivni, se jih na najnižje ravni uvrsti 12%, več kot polovica pa na najvišje ravni spretnosti. Torej, rekli bi, no, to je tudi en naših zaključkov, da v bistvu izobraževalna aktivnost staršev je dejavnik, ki lahko prispeva k razvoju njihovih spretnosti in da za manj izobražene odrasle, to kažejo tudi izkušnje iz tujine, pa tudi naše, kolikor jih imamo, da so programi družinske pismenosti vstopna točka za starše, ki se sicer ne izobražujejo, ki imajo nizke spretnosti, ki so običajno manj izobraženi in odklanjajo kakršnokoli vstop v organizirano izobraževanje oziroma imajo v bistvu negativne izkušnje iz poprejšnjega izobraževanja. Zdaj, res pa tudi je, to mogoče veste ali pa tudi ne, da se programi družinske pismenosti izvajajo v Sloveniji v zelo majhnem obsegu. Zdaj, seveda, število knjig v knjižnici je tudi v tem primeru staršev, je zanesljiv napovednik razvitosti besedilnih spretnosti, saj na nek način kaže odnos anketirancev, staršev do pisane besede. In seveda, če so knjige dostopne doma v domači knjižnici, je lahko tudi to nek napovednik za aktivno rabo bralnih veščin. Tudi tukaj se pokaže, da pravzaprav pri starših, ki imajo doma, kljub temu, da imajo bodisi majhne, bodisi malo večje otroke, do 10 knjig ali pa celo manj, da jih zelo veliko pravzaprav dosega nizke ravni spretnosti in malo višje ravni spretnosti. In seveda slika se obrne oziroma se počasi obrača, kolikor bogatejše so knjižnice v domačih okoljih. Mogoče še to, ta podatek je zanimiv seveda, ker ste tudi knjižničarji, se pravi besedilne spretnosti staršev in branje knjig. Torej, vprašali smo po različnih pravzaprav bralnih gradivih, ampak tukaj prikazujem samo branje leposlovnih in neleposlovnih knjig. Vprašali smo starše, če sploh berejo, če berejo vsaj enkrat mesečno ali manj, ali pa bolj pogosto, se pravi vsaj enkrat tedensko. In tudi tukaj pravzaprav so dosežki tistih staršev, ki pravzaprav nikoli ne berejo knjig, kar indikativni. Se pravi, prvi dve ravni pismenosti praktično dosega 70 ali pa še več odstotkov teh staršev, ki v resnici ne posegajo po knjigah, ki bi pravzaprav niso bile še nikoli toliko dostopne kot zdaj. Zdaj ugotovitve, zelo mogoče strnjeno, da ne presežem časa, se pravi, mislim, da se tudi skozi to študijo potrjujejo nekatere ugotovitve, ki so jih pokazale druge raziskave. In sicer to, da je medgeneracijski prenos pismenosti in bralne kulture v Sloveniji še močno prisoten družbeni pojav. Torej, v tej študiji, pa tudi drugi podatki PIAAC so potrdili to, kar smo domnevali, da posebej tisti starši z nizko izobrazbo, ampak ne samo z nizko izobrazbo, tudi z neustreznimi besedilnimi spretnostmi, ki so ključne za spodbujanje pismenosti pri otrocih, ne zmorejo zagotavljati zadostne podpore otrokom v času šolanja. Se pravi, tukaj pri odraslih, kot rečeno na začetku, gre za kompleksnejši pojav, ko se združi več dejavnikov, kot so nizka izobraženost, nizke spretnosti, neugoden socialni in materialni položaj, pomanjkanje bralnih in drugih navad, kot tudi zavedanja o vlogi družine pri zgodnjem razvoju pismenosti.
Zdaj, seveda, potrebno bi bilo nekaj narediti, da presežemo, a ne, to stanje, vendarle pa to seveda obenem opozarjamo, da pravzaprav to ne pomeni, da na starše prenesemo odgovornost za zmanjševanje razlik v znanju in dosežkih, ki se zgodijo pravzaprav v šoli, ne, med šolanjem otrok, a ne. Se pravi, zmanjševanje razlik v znanju in spretnosti otrok zaradi neenakega socialnega kapitala je izključno odgovornost šole in šolskega sistema, da ne bo kdo mislil, da mislimo drugače. Zdaj, tako en sklep mogoče, a ne, ki nam daje na neko popotnico, torej ukrepi in naložbe, a ne, ki jih države namenijo za izobraževanje na področju spodbujanja družinske pismenosti, so na nek način cena, ki jo plačajo za začetno zanemarjanje in trajno škodo pri neizpolnjevanju potenciala, a ne, ki ga povzročajo neenakosti v izobraževanju. Tako da naložbe v družinsko pismenost so tako moralno upravičene kot tudi ekonomsko smiselne, da ne rečem tudi zagotavljajo neko boljšo mero pravičnosti družbe. Zdaj, tudi to mogoče, da ena temeljnih predpostavk družinske pismenosti je, da starši z nizko ravnjo pismenosti v bistvu še poslabšujejo izobraževalne težave svojih otrok in da z izobraževalnimi programi družinske pismenosti pravzaprav lahko dosegamo obe generaciji in s tem tudi prekinemo ta krog prikrajšanosti. Še nekatere druge predloge smo oblikovali v okviru te študije, boste mogoče jih prebrali v sami prezentaciji, lahko pa še kakšno tudi omenimo mogoče, če bo kakšno vprašanje povezano s tem. Hvala vam za pozornost in za vprašanja, ki jih zdaj trenutno nič ne vidim. Torej, povabim vas, da obiščete spletno stran Družina pismen si, kjer smo skušali pravzaprav zbrati neko biro dobrih praks in literature na temo družinske pismenosti, ki je namenjena tako otrokom in staršem in bo predstavljena en drugi dan, mislim, da v sredo. Pa tudi, če vas bo zamikalo, a ne, da se preizkusite, a ne, kakšne so pa vaše spretnosti, če niste sodelovali, bili zajeti v PIAK, se pravi, obiščite to spletno stran, lahko pridobite zase ali pa mogoče za svoje udeležence, svoje obiskovalce, slušatelje, brezplačno kodo, s katero lahko pravzaprav rešite vprašalnik in, bom rekla, anonimno pridete do ravni spretnosti. Hvala lepa.